pa že Snemamo. Dober dan, dobrodošli v kakšen dober zvok. Po rahlih tehničnih težavah. Mislim, tehničnih. Kakšen health check imam jaz tukaj napisan. V redu je, na sekeri se, health check bo. Pa lihko danes mi je doktorica rekla, da sem kapušelc. Res ali kaj? Warning piše. Pa zdaj jaz ne vem komu, veš, kaj pravijo, da Kitajci vse pobirajo, pa Lenovo je, veš, da po mojem, da ima skoraj ta prav. Sem te rekel, naj double check naredijo. Drugo Dajte, mnenje. gospa doktor, dajte prosim. Ja, pri Lenovu so rekli, da nekaj ni okej. Čeprav ne, to je Zencastr, veš, Zencastr je ameriška firma, tako da Ja, okej. Da nekomu prodajo, veš. Okej. lahko pa ali mal gain si zmanjšaš, čeprav ne se v redu, se ni hužga. Ne mi zdaj, da je nalagati nekih takih tehničnih upravil. Če se všrežil, boš šel malo v cvet, ampak dobro, ajde, se bomo zdržali. A pa se Malo ne smemo danes se smejati. nazaj Danes bo bolj komorno. Vse Ja, skupaj. kot se skoraj zadnjo epizodo 4. Sezone spodobne. V bistvu ne sme biti euforično, ampak tako en tak. Upamo, da se bo na koncu te epizode ravno tako kot v naše junake, tudi v naše poslušalce naselil nek notranji mir. Ne? A to hočemo. A ne da razmišljaš po tem. Mislim, zelo lepo Ja. je to povedal, Aljo. Lepo. Ne, samo, a veš, a ni to tako, da pol na koncu mora ljudje, a veš, mora biti, mora biti neka, da se pogovarjajo, folk, a veš, je bilo dobro, a ni bilo dobro, a veš, to je konec sezone. To je zdaj. Ne, se še ni konec sezone, konec sezone bo drug teden zares. Dobro, no. Zadnji deli sezone, no, tako. To je tisto, Tako, veš, a veš, pred zadnjim del, ki je ta najjačji zdaj po ponovno. novem. Zdaj Ja. še držimo v napetosti. Zdaj, a veš, Ja. njih tisto, Ulala. ki se vse skupaj sestavlja, pa veš, pa samo še klimaks, a veš, pa je pa konc. Sam še klimaks, pa konca, pa fetik, pa Ne. kaj bo pa pol, pa Pa še ena knjiga. Samo brez panike. Ja, ne, se imamo še uno knjigo, ko ste jo s Kadarvinom napisala, Douglas, pa aj Kadarvin, zoolog, a veš, Aha, še to. kaj že. Zadnja priložnost. Zadnja priložnost. Ta je tudi vredna, ker ima par briljantnih stvari. Pa, Sam, to je že glede na nova to, da je knjiga, bila. ne? Kaj? To je že V nova bistvu bi knjiga. lahko rekli, da nismo mi podcast o štoparskem vodniku, ampak o Douglas Adamsu iz šire. Ja, izbrana O dela. življenju vesolju in sploh vsem, vse to nekje Ja, tudi no, piše. tako je. A veš, tako da ja. Izbrana dela pa to. Mater smo dobro nastavili. Briljantno. Kaj da vedem. Že v prvi smo vedeli, da ne bomo hoteli nehati. Ja, pa še nismo vedeli, ali bomo hoteli V nehati. bistvu. Ja, pa še nismo vedeli, ali bomo hoteli nehati ali ne. Ja. Ene stvari pač človek krvi. Ja, lej, če imamo to ključne poslušalce, In poslušalke. Ja. pa poslušalke. Vida nam je še enkrat pisala, Vida, hvala, zdaj pa moraš nehati, ker te bomo skozi omenjali, Ja, res ker je lepo. prelepo, Res lepo. ker nas pobožaš. A veš, tako da, Tako, ne. ja. Egoti so ful predajo. Ja, tako da dejte vsi ostali, pa lahko na Apple podcastu, tam to, ki so ocene, ki napišeš review, 5 zvezdic, pa tisto, ko smo že rekli. Ne. Pa v chat GPT napišete prompt, kaj morate napisati kot recenzija. Lahko tudi sami napišete, ni treba, ne rabite če GPT. To je tudi No, ali res. pa saj za njim preberite, no, kaj ni čez zihar. A ne pili. Ja, če že, pol je treba. Čeprav sem zadnjič podočil, da je treba ta vprašanja pisati bolj smiselno. Mislim, je treba vedeti, kako hudič dela, kar najbrž je tudi res. Ne? Da ne moreš kar vprašati naseljaka. Ker sem ga vprašal, koliko cajta moram laufati, da bom, koliko že? A ja, pod 4 ure maraton. Ja, to. Pa je dal kar dober čas, no. Mislim, Ja. tako dober čas. Za 5 ur čas je dal, če sem pol Mislim, sam na ne hitro vem, povej, pogledal. kako bi ga pa prav vprašal, da bi prav povedal, se mislim, kako bi ga lahko boljš vprašal. No. Sej centrifuze pa odgovorila, sam sem pozabil. Tako da, ja. Dobro. Kva, avizo, kva. Čmo, pa, Avizo, pičmo.
Zdravo. Tam zunaj v neraziskanih zaplotih nekega popolnoma nemodernega predela galaksije, onkraj zahodnega spiralnega rokava, plava majhno, neugledno rumeno sonce. Okrog njega kroži na razdalji 150 milijonov kilometrov skrajno nepomemben modro-zelen planetič, iz katerega opici zverjajoče življenjske oblike so tako obupno zaostale, da se jim zdijo podcasti kar bistra pogruntavščina. S tem planetom bolje rečeno, je bilo nekaj narobe. Večina ljudi na njem še ni slišala podcasta, ki v vsaki epizodi govori o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Na srečo, vi niste med njimi. Ker poslušate podcast. Opravičujemo se za vse nevšečnosti, mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Podpora, ocene, vse veste, ne? Ja, se je itak. Povejte še komu za nas, pa ne. Ja, pa pojmo pogledati, kaj je bilo v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi smo pa, kaj je bilo? Ford je kradel videokasete na Notting, na Tottenham Court Roadu. Ja. Tako. Za tiste, ki ne veste, kaj so filmske kasete, to so kasete, ki so gor filmi. Ja, tudi če se mi reče VHS, videokasete, vse to pač to je. To je bilo včasih. Zanimiva trivija, ki smo jo prejšnji teden pozvali povedati. Netflix je bila v osnovi v bistvu izposojevalnica videokaset in kasneje DVD-jev. Tako. A res, kaj? Ali mogoče so samo DVD-jev? DVD-jev se je spomnim. Videokaset ni bilo takrat. DVD so ti poslali po pošti. Ja. Si ti rekel, kaj bi imel, pa si ti ga pa poslali. Ja, pa si ga prišel, pa si ga nekam malo nazaj poslal. Neka odjemna mesta pol za ja, mislim, da si ga lahko nazaj, nazaj lahko poslal, ali pa tudi si ga lahko vrgel nekam. So imeli neka tudi odjemna mesta, ja. Ja, 97 so bili ustanovljeni, tako da po mojem bolj DVD. Ja, ne, DVD, jaz se spomnim, sam takrat, ko se govorilo, je bilo samo DVD, ni bilo nič VHS-jev. Vse tako, ko se tudi spomnim, ko so takrat začeli streamati najprej, ne, je bilo samo par filmov, še zmer pa so DVD-je pošiljali okrog na začetku. Ja. Se pol v bistvu jim je ratal šele ta House of Cards, po meni se zdi, da je bil tak prvi breakthrough. Ne. Ja, pa so počasi še šaltali na vse na streaming, so zelo zgodaj ugotovili, da to je pa to in so pa velik denar tako dobili. Ja, sem pa glizanč poslušal kratko zgodovino HBO-ja, ki je veliki Netflixov rival in ta hudič obstaja že 50 let. Ja, se HBO je bil pač tako, je bil cable channel. Ja, pač premium kabelski kanal. Ja, to je bilo pa že od maljavžen let nazaj. Ja, le 50 plus, že knjige pišejo o tem ljudje, bomo dali zapiske. Je bil zmeri plačljiv, tako da vsaj neki denar dobiš, ne od investicij, ne tako kot Netflix. Ja, tako. Dobro, pustimo, videokasete smo dali čez. V glavnem zaštopali so ladjo in so pač bili. In so na ladji. In so na ladji gledali videokasete. Nač, pa imamo mi kar v kvarnika. Tako. In v 40 poglavje četrte knjige, kjer lahko na kratko povemo, le malo imamo še povedati. Zdaj se nam bojo pridružili poslušalci, ki so v 134 epizodi nehali poslušati in čakajo na to poglavje, ki je ta glavna finta in v katerem nastopa tudi Marvin. Tako da živijo vsi, ki ste spet z nami. Dobrodošli nazaj. Ja, 16 tednov je dolga doba, moram reči. Čeprav statistika kaže, da tega vsi pa ni bilo toliko veliko, čeprav nekaj pa je bilo, ja, konec decembra. Imaš prav. Ja, v glavnem. To se eni pustijo tudi od podcasta. Okay. Ja, spucati se je treba na vseh področjih, veš. Vse je treba ven. Ta srednja pota, veš, ne? To, kar jaz ne znam. To je treba. Pa dobro, se zdaj imaš že čisto srednjo pot, mislim, a nimaš, a to ni srednja pot. To se ne šteje kot srednja pot. To je že odklon ali kaj na drugo stran, ali kako? Mislim, kaj bi to?
Srednja pot je, da imaš cel life srednjo pot, ne pa da si, veš, pol life v enem ekstremu, pa v drugem ekstremu. Moja srednja pot bo, da enkrat, ko bom umrl, bo približen. Se to presekti bo srednja pot, ne? Ja, sam pač ne, sem se mogel nekaterim stvarem odpovedati. Ne. Dobro, ja, to imaš res, ja. Tako da, srednja pot, fanti in dekleta, srednja pot. To je to. Dajmo, pojmo naj mi na naše junake. Mislim, da smo najdli naslov današnjega poglavja. A misliš, no, dej, zaenkrat dobro kaže, stojim pri tem. Zaenkrat dobro kaže, imaš prav. Ja, mi smo pa pri naših junakih, oziroma sam naša dva junaka sta, Artur in Fetchurch sta na zvezdi Zars, te zvezdi, ki je rekel, ne, kje? Na unem planetu, nekem čudnem Preliumatam. Kdo si je to zmislil? V glavnem na tem planetu, ki je prak rekel, da so stvarnikove zadnje besede, sta očitno že kar tle in da sta tle na deželi. Pejte prebrati, kjer je že, ne? In da sta rahlo utrujene od vožnje. Ja. Mene zanima, kje je Ford, ne? Je bela cesta. Ja, Forda očitno ne, 30 čevljev visoki ognjene črke, da ga ne zanima. Njega to ne zanima. Ale, veš, turistična, veš, turist trepa, veš. Stari, to je v bistvu romarska pot. On je tam nek pil z lokalci. Ja, vam kaj hodil. Ja, hodil v črke gledati. Črke gledati, ne nisi. Ja, Kaj imaš lokalnega? Dotle imamo, veš, kazihar so imeli te, veš, Lamborghini z ognjem iz teh črk, veš. To se ti zijo, se spomniš slučajno. Bežno, ampak se. Se mislim, da vsi, ki so bili tam, je to zdaj, jim je malo zašmelo glav. Ja. Večkrat glavobola ste dubali. Ja, malo sekal. To niso te Magdalenice. Ampak majčko si pa dobo. Ja, ne spomnim se. Skoraj celo garderobo domov. A imaš ti tudi tako, ima ta Magdalenice efekt, samo da te glava zaboli? Ne, jaz imam ta, da je hujše, ne da me glava zaboli, telo me zaboli, zato ker zijo so dol, sem se kotalil ene dvakrat kar močno, tako da ne, ni v redu bilo. Če človek pade po klancu dol, je hudič. Mislim, edina dobra stvar je to, da nas je veliko padalo po tistem klancu dol, tako da je to za ok in the end. Bi se še gor kotalil, to bi bilo še hujš. Iz bi bilo hujš, ja. No, v glavnem, Artur pa Fetchurch sta v bistvu očitno na neki romarski poti, ne? Ker sta v tej deželi sveto ne? In sta prišla do neke planjave in očitno morata jeti. Ta kraj straži, ta je lajestični, vantra šel iz loba in tako tudi je, ampak v bistvu je to samo možico čudnem klobuku, ki prodajo stopence. Tako da v bistvu je to... Poluna teta v Postojnski jami tudi straži, v bistvu Postojnsko jamo, ali kaj? Ja, očitno, ja. Po interpretaciji Douglasa, ono straži. Tako. Tam jih je še več celo, ki stražijo. Ja, tam jih je še več, je bolj popularna kot Garda stražarjev. Garda stražarki stražarjev. In pol pove, da je treba se držati leve in ves čas leve in odpizde na enem skuterju. Ne? In ono, da hodita in ugotovita, da v bistvu je to res romarska pot, ker je lepo shojen, široka pot in da so, ne, a veš, utice na vsake, ne vem koliko, na tok pa tok cajta, ne. Tako da... Turistrep, kot sem rekel. Turistrep, ja. Veš, no, pa kot gorske koče, ne, pri nas recimo, ne. Dobro, to ni kot gorske koče, ne, ker gorske koče so na neki časa, ne. To je pa tako, kad hodeš mimo, pa so utice, ne.
To se mi zdi tako, kot na Brezih. Veš, nisem še bil, sam mati je poročala, da spominko moje pa polhan, da to pa vse lahko kupaš, da štantov je pa na milijone. Tako da se mi zdi, da zelo Če čvapov ne grem. Čak, ziher so čvapi. Uni verski spominki so narejeni v najbolj komunistični državi na svetu, a ne Verjetno. Čajna vsi. Velika verjetnost so vsi tam narejeni. Sigurno, drugače mora biti tako pocen, smo pa le na Gorenskem, pa mora biti pocen, veš, tako da tle je pa ta dvojn trep. V glavnem, in tam so te utice in polhanje vsega in sladkorna strd iz peči v gorski jami, ki jo greva ogenj, črk poslednjega božjega sporočila stvarstva in razgledence z motivom, ampak so zablurane in mislim, strašno huda reč je ta romarska pot. Ne. Če sem pa prav razumel, ne, pa piše, da je pa tudi kamnita kočica s prhami in stranišči vsake 20 mil. Ne. Kar se mi zdi pa kar veliko v bistvu. Ne. Ja, to je skoraj. 20 mil je kar lepa. Ja, to je 32 km. To je skoraj to, kar PST. Ne. Ja? A veš, pa da greš ene 4 kroge, ne, najbrž do teh črk. Ne. V bistvu že en tak kamino majhen narediš. Ja, mislim, to v bistvu zgleda očitno res taka romarska pot, ki se spodoble. No, v glavnem, in pol tam pri enih teh kučic Artur vpraša, če se da kakšen skuter sposoditi, ker ga ima ta elastični vantra, kako mu je že ime. In gospa pravi, da se skuter za pravega romarja ne spodopa. Ne? In pol Fenčerč pravi, da v bistvu da nista čista prava romarja, da so sam pogledat prišla in pol je pa res jezna, kaj reče, pa se pa kar obrnem tale. Ja, če niso prestvari. Nimaš nekega spoštovanja, veš, do celotne zadeve. Malo respekta pokaž, ne respekta tako, da ne. To je res, a se ti ne zdi, da se moraš za to, da stvarnikove besede ugledaš, da se moraš mečkam potruditi. No. Se strinjam, da je zdaj pa skuter. A veš, da nismo to v teh sodobnih instant časih, ne, kjer ti, ne vem, z božjo telefonsko številko ti čet postreže, a veš, če ga lepo prosiš, ne. Ja, sem res, ja. Ne? Ja. Gre to tako, ne, da je hod mal a veš, v tem krščanstvu je bilo, a veš, zmeraj je bilo en kup enega trpljenja, ne. Da si ti prišel do unih nebes. Ne? V bistvu cel tvoj življenje je prežeto s tem trpljenjem, da ti pol ugledaš una rajska vrata, pa ne vem, vse skupaj. Ne? Ja. In zdaj ti bi pa z mopedom, pa sladkorno peno v rok, pa gor poletiš. Pa še malo sladoleča. Dol lepo pogledaš une besede, 2 selfija narediš in greš domov, ali kaj mislim. Ja, tak je svet, ali tak je svet. Ja, tak je svet danes. Ali smo se za to borili? Če en perček nagneš, pa rediš dan pol, valjda. Ja, lej. Tako, ko si upisal, pa 17 let, to bi tudi jaz šel. Se jaz tudi. Čeprav, a veš, ona ste očitno do prve slačilnice oziroma tuša ste že prišla, tako da 32 km ste že naredili, to je že kar lepa, ne. Tako da mogoče dajmo enkrat probati okoli PST-ja peš, pa pol po enem krogu reči, pojmo še 2 kroga, pa da vidimo, kje smo zdaj. Po moje en čisto dost. Po moje tudi, ja. Vsi bi skuter iskali že malo prej, po mojem. Ja, no, v glavnem, in pol greta, polka imata slabo vest, kupta par slamnikov, pa eno fotko in greta naprej in naprej srečata nekoga, ne, nizko postavo, ki se zdaj malo poteka, malo plas in ugotovita, da ta nekdo jamra in pol malo, ko pojamra, pravi, že spet ti, in Artur odgovori, Marvin, si to ti? Evo ga, Marvin je tle. In Marvin seveda odvrne, ti si imel vedno tako super inteligentna vprašanja, mar ne? Ja, in Fenčerč je malo zaprepaščena, oziroma kako vpraša, kaj je to, ne, kdo je to. In pol Artur odgovori, da
ene sorte star pariatu in pol, ne. Marvinu se vidi, da je res zmatran. Kakor bomo zvedeli, je 37krat starejši od samega vesolja, zato ker so ga, se pravi, Zaphod, pa Ford, pa Arthur pošiljali, oziroma in drugi overlordi, da ne bomo samo teh treh krivil, so ga pošiljali na take in drugačne misije. Ne. In je tudi kar zmatran in pravi, da njegovi spominski skladi niso več to, kar so nekoč bili, ne, in da se ne spomne, kdo pač to je. Mal ga trolane. Malo je tudi, mislim, leta so se mu nabrala, kukorkoli ne. Mal je pa še zmeraj Marvin, ne, se pravi, mal je še zmeraj zoperen, pa mal depresiven, oziroma najbolj že zdaj še bolj depresiven, ne, kakor prej. Tako da, in se izkaže, da v bistvu gre tudi Marvin pogledati za stvarnikove besede. Ne. Kar je zanimivo, da ga to zanima. Ne. Ja, to je pač ovo izgleda tudi ta, odkot prihajamo, kam gremo, izgleda potegnil sabo, tako da so mu tudi to ugradili. Ja, očitno. Ali pa so to ta stara leta, ne, da škaj pravijo, da ko si starejši, si malo bolj konzervativen. Mogoče, model je 37krat starejši, kakor celo vesolje, tako da mora biti ful konzervativen že zdaj. Tako da ne vem. Ne. No, in ko se pa zgodi? Marvin se ga ni nič kaj razveselil. Svoja fura naprej. Ne. Mislim, malo je bil užaljen v bistvu, ker sta mu hotela pomagati, ne. Je kar odklonil v bistvu pomoč, je bil mečken, je bil jezen, ne, ampak one dva se glih nista dala, pa sta ga kar poparjela vsak pod eno roko, čeprav je bil že zelo zdelan, ne. Ja. Ampak je pa vseeno še uspel, ne, tukaj sem razum velik kot, ne, tri pikce, klasična Marvinova enovrstičnica in posta ga pa, ne. Posta ga pa pobrala in so šli naprej romati. Ja, vmes je pol probil, Arthur razložiti Fenčerc, kako pa kaj, ampak je Marvin v bistvu še zmeraj rentačil, pa ne, kako že prav avtor z svojim žalobnim kibernetičnim besnenjem jih je prekinil. Ne. In pol sta prišla še do teh naslednjih kučic in sta hotla mu so nadomestne dele, malo mu pomagati, ali pa kakšen olje mu dodati. Ne. In je rekel, da je že ves iz nadomestnih delov in da ne ga pustita in da sem res usafil. In da so ga celega zamenjali, razen takrat, ko je mogel pripeljati Forda pa Arthurja na most, ko je rekel, da ga bolijo vse diode na levi strani. Takrat pa ni nič zamenil. Ja. In ti ga še zdaj boli. Bogi Marvin. Sam to je bilo res dolgo nazaj, tudi po naši časovnici. 13. poglavje prve knjige. Madonna. Tukaj je že to, kaj? Ja. Madonna. Zabava v Islingtonu, avgust 2020. Je bela cesta. To pa je že dolgo. Razumem, da je bil čist zmatran. Ja, jaz se tudi zdaj kar zmatran, da sem za nazaj pogledal. Ga razumem. No, pa so pa končno prišli do poslednje utice. Fenčerč je kupila neke zapestne gume za rasla, Arthur pa je gledal poličke z nabožnim tiskom in z meditacijami v pomenu sporočila. Ne? Ta je bila res dobra, kako on v zadnjem poglavju še malo potrošništva nam nasuje. Ne? Tako da, evo, super. In pol, Fenčerč vpraša, a sta pripravljena? In grejo vsi trije okoli znožja tega gorovja čudežnega in se pokaže sporočilo v žarečih črkah vzdolž grebena. Ful je bilo lepo, ne? Ja. Ful je bilo noro in kar, točno to, kar je Aljo rekel, da iščemo danes, iščemo to silno občutje miru, pa občutje dokončnega in popolnega razumevanja. In Fenčerč je vzdihnila in je rekla, ja, to je bilo to.
Ampak To, kar kaj je smo bilo iskali. to? To je to, ne. To To je je to. njej manjkalo, to je Ja. un drobec, ki je manjkal v njej, a veš, da bi bila izpolnjena, ker je Tako. ves čas iskala nekaj, ne? Kaj ji manjka. Ne, ja, Ja, to je neko točno to, kar je, to je točno je to, bila. kar je ona, to je točno to, kar je ona, po mojem, spoznala takrat v majhni kavarni v Rickmansworthu, ali kje že. Ne, Mhm. a veš, kako bi se svet spremenil v srečen in prijazen kraj. In, ne. Očitno se je treba sam malo večkrat upravičiti. ali kaj. A misliš, da je to? Ne vem. Ne vem. Ja, ali pa je mogoče, tako kot je Aljo rekel, najdle nek notranji mir, a veš. Tiskaj je manjkalo, se te bolj naenkrat te obli. Ja, ok, ja, to je to, ne. Wow, končno, a veš, Ja, ja, narediš ali pa dobiš nekaj, kar ti je manjkalo, ne. ja, Reč, ja. Veš, se ti si tudi, ne vem, včasih na nekoga besen ali kakorkoli, ne, in samo mečken, ne vem, zorni kot spremeniš, ne, pa je lahko tvoj pogled čist drugačen, ne, in Ja. a veš, to sporočilo mogoče te premakne za, ne vem, za 10 stopinj v levo in vidiš svet drugačne. Ja, seveda, to je, mislim. Kot gledanja iz druge perspektive je veliko zelo Ja, ne, a to veš, zgodi, ne. in če vidiš v bistvu, da ima ta Bog ali kdorkoli neke dobre namene, ampak da pač je, glede na to, tako kot tudi piše v Bibliji, ne, da smo ustvarjeni po Božji podobi, ne, da ima tudi on nekaj veliko človeškega noter, pa le majčken umili ta eč, zakaj je to tako, ta sranje pa vse skupaj, ne. Ja, ampak pol, če vidiš njegove poslednje besede in vidiš, da v bistvu da Bog ima, ima sočutje. Ne. Sej to ti pravim, ja. Ja, če bi sam dnevne novice bral, pač si rečeš, ta model ga nima nič. Ne. Ampak ne, če greš pa na romanje, pa vidiš, da ga ima. Ne. Tako da v bistvu zelo lepo. Meni je tudi tako, ne. Razumem zdaj stvari. Lepo je. Si se najde. Adej. Ampak problem je pa, da sta Artur pa Fetcher gledala 10 minut in preden sta sploh ugotovila, da Marin sploh ne vidi. Ne? Ja. In Bogarjevaš ni mogel niti, a veš. Vse je crkval, ne. Vse je crkval, ne. Itak, ja, Bogi. Tudi vidne. Tudi vidne. In sta mu zdignila glavo, in hvala Bogu je bil na tem zadnjem mestu en teleskopak, ne? In je Marvin prebral črko po črko in se je ful zmatril. In polk je prebral še poslednji i, jim je omahnil v naročje. Čez čas je zamrmral iz grla, hudo načetega udarja. Mislim, da mi je dobro delo. In lučki v očeh sta mu ugasnili absolutno zadnjikrat. Na srečo je bila blizu stojnica, kjer so tipi z zelenimi krili sposodili majhne skuterje. In pečila običajnik. Tega bi mogel bolj tako povedati. Ne, se je bil dober. Ne, bravo. No, in na srečo je bila stojnica. Vse ga je. Vse lepo. Stojnica, skuterji, gremo tam. Ja, to je to. Ja, drage poslušalke, drage poslušalci, to je to. Ne, v bistvu ni to. Pridemo še drug teden, tako da nič se bat. Še ni konc knjige, še je neki. Zadnji hura. Ja, zadnji hura. Mi pa pojmo zdaj kar na outro, pa bo. Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri je tudi Marvin prebral poslednje božje sporočilo stvarstvu. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate ali pa še poveste komu za nas. Smo tudi na Discordu in na družabnih obrežjih. Ja, smo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti del podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. Hvala.
Hvala lepa. Čau. Hvala.